Spoštovane, spoštovanim, pozdravljenim. Danes je z nami profesorica doktorica Mojca Šlamberger-Brezar. In kaj naj rečem čisto na začetku? Dekanja. Ena pomembna beseda. Sicer je jezikoslovka, ukvarja se s prevodoslovjem, raziskovalka. Dekanja, dober dan. Dober dan. Dober dan, Mojca. Zakaj se filozofska fakulteta, to se včasih sprašujem, imenuje filozofska, ko pa se pri nas predava toliko različnih predmetov, deluje toliko različnih raziskovalcev iz najrazličnejših področij, pa vendar filozofska? Ja, filozofska fakulteta je v našem srednjeevropskem prostoru filozofska zato, ker je nekako filozofija mati vseh znanosti. In filozofska fakulteta je bila ena od ustanovnih članic te univerze leta 1919 in nekako smo poimenovanje povzeli po nemškem svetu, pa avstrijskem svetu, kjer se ravno tako reče taki fakulteti, kjer se študira humanistične vede in jezike, filozofska fakulteta. V anglosaksonskem svetu rečejo taki fakulteti Faculty of Arts. In tukaj mislijo na zelo podobno počelo vseh znanosti, septem artes liberales, ki so nekako se od srednjega veka naprej učile na univerzah, fakultetah oziroma v šolah. To so bili, najprej ste imeli trivium in potem quadrivium in to so bile vse veščine govora in poznavanja jezika in drugih znanosti, ki so iz tega potem izvirale. V francoskem svetu pa tej fakulteti rečejo Faculté des lettres ali pa Fac des lettres. Lettres na portugalskem, letras v Španiji, tako da ja. In to ta je, romanski tam so pa svet ima to povezane, lettere v italijanščini. Ja, to je čudovito, ne? Tam so pa povezane z literaturo in s pismenostjo. Pri nas se veliko dogaja na filozofski fakulteti. Vi z veseljem hodite v službo, predstavljam si, da je ta kar pestra. Jaz v resnici hodim v službo z velikim veseljem in optimizmom. Včasih imam sicer krizo identitete, ko se pripeljem kot Mojca tja na fakultetno parkirišče in gre potem v 5. nadstropje in se medtem prelevim v dekanijo. Ampak prvo leto je minilo in mene dobra volja še ni minila. Včasih mi kdo tudi reče, danes si bila na sestanku s tem in ti se še vedno smeješ. Tako da Dobrovoljna in radostna oseba ste. Poskušam biti prijazna, razumevajoča, seveda do neke mere, do koder gre. Smo imeli kdaj na fakulteti, to je pa čisto tako tehnično, bi rekla, servisno vprašanje, kakšne težave z živalmi? Smo imeli kakšne podgane kdaj? Za podgane ne vem, vem pa, da je kolegica Mateja Gaber, ki je predsednica akademskega zbora, eno leto nazaj predlagala, da bi bili živalim prijazna fakulteta. Kar pomeni, da bi ljudje lahko svoje hišne ljubljence pripeljali s seboj v službo. Ampak to se ne glede na to že dogaja, saj včasih potem zasledimo kje kakšne slike hrtov, ki pridejo s profesorji ali pa nekega depresivnega psa, ki ga tudi vozijo s seboj v službo, ker je sicer doma čisto nesrečen. In ga potem znanost in vede spravijo v boljšo voljo. Ja, imeli pa smo tudi slepo študentko, ki jo je pripeljal na fakulteto njen pes vodnik. To je pa seveda čisto druga stvar, ampak je bil vedno lepo sprejet. Včasih smo se celo nasmejali, ko je med poukom zaspal in zasmrčal. Se pravi, povsem je bil sproščen. Zdaj pa, če greva iz stavbe ven, v višje sfere, v raziskovanje, v jezike, v prevodoslovje, se tja prikrade kdaj pri vašem delu kakšna žival? Ja, jaz sem v bistvu jezikoslovka. Prvenstveno. In sem imela potem to srečo, da sem dobila redno službo na oddelku za prevajalstvo, tako da se je tista druga komponenta prevodoslovna pritaknila zraven. V glavnem pa učim kar jezik in pri jeziku v 2. letniku, ko obravnavamo pri morfologiji samostalnik, tam se že srečamo z živalmi in pogledamo, ker živali so vedno v jeziku izražene do te mere, kot dovoljuje to naša kultura, ne. In potem pogledamo domače živali, ki
tam je ogromno izrazov. Imajo izraze za moško žival, za žensko žival, za majhne živali, za napol odrasle živali, potem za stare živali. Medtem ko pri kakšnih drugih živalih, ki so pa manj pogoste, pa tega ni. Ne. Seveda govoriva o francoščini. O francoščini. Zdaj, o vašem jeziku. To je francoščina, ja, ampak tudi za druge jezike je, predvsem evropske, je ta problem vedno prisoten. In potem druga stvar so pa frazemi. V tujem jeziku se vedno učimo tudi frazemov in v francoščini je teh ogromno, tudi veliko jih je z živalmi. Precej je takih, ki so podobni v slovenščini in francoščini, ker vseeno pripadamo skupnemu kulturnemu evropskemu prostoru. Recimo, če Francoz reče dormir comme un loir, ne, je to isto kot spati kot polh v slovenščini, in on ima pa še eno drugo varianto, dormir comme une marmotte, kot svizec, to se pa po slovensko spet ne reče. Ne. In s seboj sem prinesla eno knjigo, gor piše sauter de coq à l'âne, to se pravi skakati iz petelina na osla. Na osla, aha. Ja, kar pomeni nek tak diskurs, kjer se stalno menjava tema pogovora. In kaj piše v tej knjigi? V tej knjigi imamo od A do Z vse živali, ki so v jeziku pomembne. Recimo začne se z an, osu, ne? Potem je anguille, jegulja. O jeguljah bi zelo malo srečali nekih frazemov v slovenščini. Potem je recimo chouette, sova, pigeon kot golob, ne. Tega imamo mi tudi precej, ne. In zdaj tisti bolje vrabec v roki kot golob na strehi, ne, po francosko se to reče, bolje jahati svojega osla kot sosedovega konja. Tako da očitno civilizacije se vseeno nekoliko razlikuje. In način življenja, ne? Predvsem pa to. Ja. Ta narekuje rabo v jeziku. Pri pujsu, ne, pri prašičku je pa, kot pravijo naši včasih v šali, je uporabno vse, ne. Tudi ime za zmerljivko, ne, in ravno tako je francoski cochon tudi dober v tem primeru. Tu manges comme un cochon, ne, ješ kot pujs. Pujs. Ja. Prinesli ste kar nekaj živali v tej knjigi. Kaj pa doma? Imate kakšno žival doma? Doma imam činčile, ki jih je posvojila moja hči. Zdaj hči se je odselila, činčile so ostale, tako da jih z možem veselo spuščava vsako popoldne, čistiva kletke in vsake toliko nam tudi kakšno knjigo malo pogrizejo. Aha, tamle vidim, da je tudi malo pogrižena tale zelena. To so bile činčile. To so zamenjale stravo. Ne, v bistvu rabijo kaj trdega, ne. In bolj je prašno, bolj je staro, bolj diši po knjigah, bolj je užitno. Tako da na nek način so tudi činčile ljubiteljice knjig. Živajo, kaj je dobro in kaj je potrebno. Poudarili ste, da ste jezikoslovka. Vem, ampak vendarle je zanimivo, tole prevodoslovje me malce mika in draži, ker sem tudi sama literarna prevajalka, ampak pustimo to. Bi rekli, prevajanje, zakaj pravzaprav gre pri tem? Bi rekli, da gre za nekakšno prestopanje mej in pri tem prestopanju za izgubo določenih nijans? Ja, to je zdaj v prevajanju se ogromno filozofira. Zdaj jezikoslovci pa se ukvarjamo s konkretnimi primeri, ne? In vedno je tudi te libelles infidèles, kot pravijo Francozi, ne, ki jih mi prevajamo na ta način. Prevod je kot ženska, če je lepa, ni zvesta, če je zvesta, ni lepa, ne. To se mi zdi, da je danes... pa si bom zelo zapomnila. To je danes preživeto, je stereotipno, je seksistično in predstavljajte si, da na filozofski fakulteti na ta način govorite o prevajanju. Se bi vas odnesli ali pa vsaj prejavili, ne. Ampak ko jezikoslovec dobi stvari v roke, potem pogleda kontekst, pogleda izvorni jezik, pogleda ciljni jezik in če dobro razume frazo, išče rešitve. In v glavnem gre samo za to, ali razumeš ali pa ne razumeš. Ker vse tiste nijanse se lahko, seveda se kaj izgubi, ne?
ampak kaj drugega se pa potem najde, kar lahko to nadomesti. Tako da to je ustvarjalni proces, ki v bistvu samo pretaka neko besedilo iz enega jezika na ta način, da bo funkcioniralo v drugem jeziku, ne. In tukaj mislim, zdaj sem pomislila na našega kolega Nikolaja Fröhlicherja, ki prihaja iz Pariza in nam je razlagal o prevajanju skozi stoletja, ne. Če si predstavljamo, v Iliadi je Agamemnon označen kot osel. A si predstavljate, da ga kar tako prevedemo v tuje jezike, ne? In potem so gledali, kako je bil preveden kot lev. Zato ker v tisti kulturni sferi je sigurno nekaj, kar je bilo mogoče pri Grkih osel in mogočno, danes to ni. Ma čisto drug pomen, ne. Takole, ko vas poslušam, uživam, veliko stvari veste in kot humanistka. Kako razmišljate o tem specializiranem svetu? A veste, danes se toliko govori, da se moraš specializirati. To je tako nekako, bi jaz rekla, tak dosti tehnološki pogled, ne tako širok. Kako se vam zdi pomembno, da smo, tako kot rečejo v teh jezikih, ki jih obe imava radi, kulto, da si načitan, izobražen, razgledan, ne da se samo spoznaš na tisto svojo molekulo? To je v bistvu ena velika izguba, ne, če bi se specializirali na neko majhno stvar. In to se tudi moramo na nek način, ampak po drugi strani pa živimo bistveno dlje. In kakšen dolgčas je, če bi se vse življenje ukvarjali samo z eno molekulo. A se vam ne zdi? V jeziku, ki ga jaz učim, torej v francoščini, je un culte, v bistvu to je tisti, ki je nerazgledan, neizobražen, neke vrste zmerljivka. In to, da nimaš neke široke kulture, kaj boš potem v življenju počel, kako se boš pogovarjal z ljudmi. Saj ni nekega veselja, sreče, ki ti ga dajejo informacije in neka normalna radovednost, ki jo ima vsak otrok, ne. Mislim, da tale svet ogromno izgublja tudi z globalizacijo, ko se nam ponuja ena sama kultura kot nekako večvredna in super, ne, in nekako izgubljamo te kulturne temelje, ki so bili nekoč temelj izobrazbe, ne. Zdaj, danes še rdeča kapica ni več to, kar je bila, ne, ker je preveč grozno, da nekoga tam požre volk. In marsikateri starši tudi to zamolčijo otrokom, da jih ne spravljajo v preveliko žalost, ne. In ne vem, če je to dobro. Mislim, da na Filozofski fakulteti ravno tega ne zanemarjamo, ko imamo toliko različnih področij in toliko različnih jezikov. Se borimo. Borimo se za jezike in borimo se za raznolikost, borimo se za ohranjanje kulture, borimo se za branje. Ker sicer nam pravijo strokovnjaki, da danes se bere več kot kdajkoli, saj imajo ljudje ves čas telefone v roki, ampak to, da vi ste stalno v stiku z nekimi dnevnimi novicami, ki so napol prazne, ne more nadomestiti literature, dobrega branja. Zdaj trenutno prevajam Sylvaina Tessona Dans les forêts de la Sibérie in nekje tukaj opisuje svoje bivanje v Sibiriji, kjer se je za 6 mesecev izoliral. S seboj je vzel knjige in to je bil preizkus, ali ima kaj notranjega življenja. Blagor njemu. Blagor njemu. No, na koncu si dobi celo 2 psa, ki ga branita pred morebitnim prihodom volka, ker je tam sam v neki koči. No, ampak na začetku pravi, prebral sem kriminalko. Občutek je tak, kot če prideš iz McDonald'sa. Tisti trenutek, ko si bral, si mogoče občutil nek užitek, kot te je zgodba vlekla. Ampak ko pa to odložiš, si pa prazen. Prazne kalorije na nek način. Tako kot prazne kalorije, pa, pa mogoče potreba, da bi še bral, ampak kaj kvalitetnejšega. Mojca Francijo povezujemo s petelinom, galski petelin, a mogoče vi Francijo povezujete s kakšno drugo živaljo? V bistvu sem prvič slišala nekako za francosko žival, ko sem videla smučke rosinjol.
Pa si predstavljate, rosinjol, to je slavček, si predstavljate, katera žival je tam upodobljena? Petelina ni? Ja. Ne slavček, petelinček je zraven znamke, je petelinček. In potem imajo Francozi še eno znamko Le Coq Sportif, ki jo zdaj mogoče delajo na Kitajskem, ampak za petelina pravijo, to je simbol Francije, ker je petit prétentieux, ne, to se pravi mali važič. In dejansko Francozi so taki in so ponosni na to. Zdaj, ja si predstavljate, da bi se pri nas, če rečemo nekomu, da je petelin, pa da bi bil to simbol Slovencev. Ne, mi bi bili radi risi, orli, karkoli. Dobro, saj imamo to kokoško Slovenijo, ampak kljub temu, ne, petelin. No, lahko bi se malce petelinili. To pa se. No, ampak potem je tukaj še Coluche, ne, znani francoski humorist, ki je v svoji Histoire belge, to se pravi belgijski zgodbi, povedal tole šalo. Ne. Pourquoi les Français prennent le coq pour leur symbole? Zakaj imajo Francozi petelina za svoj simbol? Parce que c'est le seul oiseau qui peut chanter les pieds dans la merde. To je edini ptič, ki lahko poje z nogami v dreku. Kar pomeni, Francozi premorejo nekaj humorja tudi na svoj način. Ne. Na svoj račun. Na svoj račun, ja. Absolutno. In potem pa je še ena druga stvar, ki je pa tudi zelo značilna za Francijo, to je zelje, le chou. To pa zdaj rastlina, pa mogoče pride v poštev za kakšno drugo noč raziskovalcev. Dobra ideja. Za naslednjo, ampak tisti njihovi le chou so tako pomembni, da potem rečejo, če je kaj fino, je chouette, moj dragi, moj ljubi mucek je mon petit chou, ne. In potem imajo še le chou à la crème, kar so princeskorovki, to ni zelje smetano, ne, kot si kakšni študentje kdaj na začetku predstavljajo. In to zelje je celo tako pomembno, da grejo med liste po otroke. Razen v Alzaciji, kjer jih pa prinese štorkla, to je pa tako kot pri nas. Ne. Alzacija je tisti vzhodni del, ki je že blizu Nemčije. Ja, blizu Nemčije, pa bil je Nemčija in to je neka ta srednjeevropska legenda, da pač otroke prinesejo štorkle. Rekli ste, če si inkulto, se pravi nerazgledan, ti je hitro dolgčas. Kako vi preganjate svoj dolgčas, če se sploh kdaj prikradejo v vaše življenje, v vaš delovnik? Meni ni nikoli dolgčas. Sem vedela. Jaz nimam časa, v bistvu si želim, da potem, ko ne bom več dekanja ali pa ko bom v pokoju, če bo to kdaj, da bi mi bilo mogoče malo dolgčas, pa da bi potem pomislila, kaj bi se še dalo. No, ampak do takrat bo preteklo še veliko zajcev, volkov, srnjadi in vsega tega, kar teče, reke, vode, recimo. Gospa dekanja, Mojca, hvala za ta čudovit pogovor. Tudi jaz vam želim, da bi vendarle imeli nekaj časa in da vam postane vsaj malce dolgčas in da takrat kaj super ustvarite. Hvala lepa. Hvala vam.